GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pozdravljeni v podcastu GFML-jevci. Tokrat sem z vami Laura Barber. Za vas ustvarjamo že 3. oddajo in verjamem, da ste jo z zanimanjem pričakovali. V studiu se mi je pridružila nekdanja GFML-jevka, danes poklicna igralka Anita Gregorec. Dijaka GFML je ob izteku leta nagovorila v intervjuju, ki se je predvajal na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Pozdravljeni, Anita! Hvala, da ste se odzvali našemu povabilu in dobrodošli nazaj na GFML. Živijo. Kako je bilo po nekaj letih prestopiti šolski prag ljutomerske gimnazije? Ste si ob vstopu v našo gledališko dvorano rekli, zakaj tega ni bilo že v mojem času? Ali ste takrat razmišljali o čem drugem? Jaz se vedno znova rada vračam na GFML, ampak je res, da zdaj že nekaj časa nisem bila. Ampak vedno, ko sem pridem, mi je toplo pri srcu. Zdaj pa moram povedati, da ko ste mi pokazali to dvorano, sem kar mal favš, no? Ker če bi jaz takrat bila v šoli, bi bila sigurno cel čas v tej dvorani, no? Ampak naj vam bo. Nam na začetku zaupate, iz katerega dela Prekmurja prihajate? Kako to, da ste iz teh krajev odšli v srednjo šolo čez Muro? Kaj je botrovalo tej odločitvi? Jaz sem s Kobilja, ki je v bistvu edina slovenska vas okrog same Madžarske. Ampak zdaj mislim, da spadamo pod Goričko. Mi smo še Goričko. Naj me profesor Franci Čuš zdaj ne posluša. Mislim, ko sem se odločala med gimnazijo, jaz sem vedela, da grem na gimnazijo, odločala sem se pa med Mursko Soboto in Ljutomerom in sem šla na, kako se reče, nesprejemne, ko greš pogledat šolo, pa informativne, hvala. Sem šla na informativne v Mursko in pa sem šla v Ljutomer in tukaj sploh ni bilo vprašanje. Jaz sem se zaljubila v Ljutomer, tako ko sem prišla in sem pač hotela iti sem. Srednješolska leta v nas pogosto pustijo globok pečat. Kako se spominjate svojih gimnazijskih dni? Kdo pa je bil vaš razrednik? Moj razrednik je bila Gita Fras, najboljši razrednik vseh časov. Ne vem, srednja šolska leta so bila super, mislim. Ne vem, kdo ima slaba srednješolska leta. Mislim, upam, da nima nekdo slaba srednješolska leta. Pač prve ljubezni, prijateljstva, ki trajajo še danes, ne vem, pa profesori so pač super, saj veš sama. Ja. No. Kdo ali kaj je v vas prižgal iskrico, ki vas je potem vodila na AGRFT? Mislim, da je to bilo kar cel čas v meni. Jaz sem zelo veliko nastopala, ko sem bila še na osnovni šoli Kobilje. Začela sem že pri 6 letih in nekako mi je to zmeraj šlo, pa zelo sem se zabavala, ko sem to delala. Mislim, da je enkrat ena učiteljica v osnovni šoli rekla, da pa mogoče bi pa to lahko delala tako v življenju. In me je to vedno od zadaj v glavi, mi je to, kako naj rečem, govorilo. Nisem pa takoj šla na sprejemce, najprej sem študirala sociologijo kulture, pa sem pa rekla, da moram probati, pa sem šla probati, pa je ratalo. Sprejemnih izpitov na AGRFT se drži kar neka fama. Marsikdo se jih morda celo ustraši. Kako pa so potekali vaši? Jaz sem se zelo pripravljala. V bistvu vaš profesor Gorazd Žilavec mi je pomagal pri sprejemcih. Tako da moram reči, da sem bila kar pripravljena. Vedela sem, kaj bom delala, oziroma vsaj ta del, ki je pripravljen, sem se zelo pripravljala. Drugače sem pa pri sprejemci šla go with the flow, kako se reče, zato ker
drugače mislim, da niti ne moreš. Meni so bili spremci super, totalen adrenalin, zdaj da bi pa imela neko tako zgodbo. Kaj mi je bilo pri spremcih? Vem, da so me rekli so mi, ker sem seveda delala improvizacije in tako naprej, in so mi takrat rekli, ja, Anita, vi ste pa zanimiva, ampak od vas dobivamo samo eno stran vas, a ne? Kaj pa te druge stvari in druge strani vas? In sem rekla, ja, zato bo pa še čas, ko bom sprejeta na AGRFT, ne? Trenutno imam nek zid pred sabo, ki ga še ne morem kar takoj podreti. Sicer ste pa vi tukaj zato, da podirate te zidove. In so bili vsi zelo presenečeni v smislu, zakaj bi pa mi podirali te zidove in tako naprej. Tako da jaz sem šla ven iz tiste dvorane, to je bil zadnji v bistvu intervju v 3. krogu in sem bila sigurna, da sem povedala nekaj preveč in da ni dobro in da sigurno nisem sprejeta in da sem ga zdaj zabiksala. No in pol sem čez 2 dni dobila sporočilo, da sem sprejeta. Vemo, da nastopate na gledaliških deskah in pred filmskimi kamerami. Katero ustvarjanje vam je bližje, ljubše? Težko je to primerjati, ker je to čist drugačen občutek. Imam pa prav zares rada oba. Pač gledališko ustvarjanje dobiš ta odziv od gledalcev takoj, ta adrenalin je vsakič drugačen, predstava je vsakič drugačna. Kar se pa tiče filma, je pa v nečem zelo tehnično, ko delaš film, veliko je čakanja in tako naprej, ampak tudi, ne vem, tudi snemanje, ne vem, teh, veste, kako to traja, ne? Delaš, ne vem, epizode oziroma frame po frame in to traja, ne vem, 2 minuti in pol imaš pauzo in spet 2 minuti, ampak tudi ti 2 minuti sta adrenalinski, ne? Tako da ne morem primerjati. Ljubezen vas je popeljala v prelepo Prago. Kaj vam je ponudila tujina na poklicnem področju? Ne vem, malo mi je razširila obzorja. Slovenija je super, ampak je majhna in nekatere stvari se tukaj ne delajo še ali pa pač v Pragi je zelo veliko produkcij, dela se zelo veliko alternativne scene, zelo različne stvari, tudi več denarja imajo nekatere predstave, tako da si lahko privoščijo drugačne in zanimivejše stvari, ki si mogoče v Sloveniji ne moremo. Tako da ja, razširila mi je obzorja, ne vem, naučila me je z lutkami delati, ker na AGRFT-ju tega tako nisem, ne vem, nisem se tako spoprijela s tem. Pa tako, no, to. Kakšno je življenje umetnika na Češkem v primerjavi s Slovenijo? Če se sploh da primerjati? Mislim, če greš na zabavo, takoj prepoznaš, kdo je igralec oziroma igralka. Smo taki glasni, rabimo pozornost, to so vsi isti, ne glede to na Češka, Slovenija. Ne, hecam se. Ne vem, če je kakšna razlika. Mislim, da pač na Češkem se dela ful, ampak tudi v Sloveniji pač ni razlike, no, kar se tiče tega. Tudi umetnost in predvsem gledališko življenje so globoko zaznamovale korona razmere. Pa vseeno se mi zdi, da se počasi stvari izboljšujejo. Nam smete razkriti, s katerimi projekti se trenutno ukvarjate in kaj pripravljate? Trenutno sem doma, ker sem glih rodila, sicer septembra sem rodila deklico, tako da imam zdaj malo pauzo. Začela bom pa igrati te predstave, ki jih imam v Pragi.
ena predstava je zelo zanimiva, zdaj pa jaz ne vem, kako se reče tej igri. Mafija se reče, poznate to igro? Da sediš v krogu in je en morilec in potem a veste, drži... Ja. A veste, kaj je to za igre? Pa sem slišala že, ja. Mislim, vsi smo v krogu, en morilec se odloči in ostali igralci ne vejo, kdo je morilec in potem morajo ugotoviti, kdo je morilec s pomočjo pogovarjanja ali pa tako naprej. Ne? In če ne ugotovijo, kdo je morilec ubija v naslednjem krogu in gre se tako dolgo, dokler ne ugotoviš, kdo je morilec. Skratka, ta predstava, ki jo delam zdaj oziroma v kateri igram, je to narejeno v večjem gledališkem prostoru, kjer pride 50 ljudi in vsakemu človeku damo kartico, ki ima določen karakter. Se pravi, naprimer, dobite kartico, ste žena pekarja, imate 3 sinove in tako naprej in morate igrati igro. Tam je pa nas 5 igralcev, ki držimo skupaj celoten potek igre in je v bistvu igralec pride v zgodbo, v mesto Palermo v letu 1950, kjer je morilec in ubija. Tako da ja, mi smo pa ti, ki v bistvu povezujemo in te ljudi porinemo v neko situacijo ali pa jim pomagamo rešiti svoj cilj, zato ker vsaka oseba ima svoj cilj, ki ga more v igri narediti. Ste mlada mamica. Predvidevam, da je tudi ta vloga igralki težja kot naprimer nekomu, ki gre dopoldan 8 ur v službo. Kako je usklajevati umetniško in družinsko življenje? Jaz sem mislila, da mi bo bolj težko. Da bom pogrešala to. Ampak zaenkrat je itak 3 mesece, komaj 4 bo zdaj. Moram povedati, da uživam biti mama. Vsake toliko časa me pa pol v srcu tako malo zaščemi, ker da bi pač spet rada šla na oder. Mislim pa, da je to predvsem povezano s tem, da je bila ta korona in se v bistvu že zelo dolgo nisem igrala, ker je bilo vse zaprto, tako kot tu, tako tudi na Češkem. Mislim pa, da me bo tako čez 2-3 mesece začela že srbeti prsti in stopala in bom rabila spet stopiti gor na gledališke odre. Ob vsem tem in v družini najdete kaj časa za svoje hobije. S čim si polnite baterije? Trenutno s spanjem. Obožujem gledanje serij. Jaz sem lenuh drugač, ok? Obožujem gledanje serij, imam psa, tako da hodim z njim na sprehod. To so trenutno moji hobiji. Sem se pa prej ukvarjala tudi z improvizacijskim gledališčem, ki pa sem ga zdaj žal morala dati na stran. Je Praga dom, kjer se vidite do konca življenja, ali vas morda srce vseeno vleče nazaj v domovino? Vleče mene na rodno grudo. Ne, pa ne vem. Jaz se puščam odprte poti, ker res ne vem, kako se bodo stvari odvijale. Rada bi pa, ker se mi zdi, da je možno to pri mojem poklicu, delala tako tukaj, kakor v Pragi. Na svoji poti ste nabrali ogromno izkušenj. Nobenega izziva se niste ustrašili. Kaj bi sporočili bodočim umetnikom na odru ali pred filmskimi kamerami ter ostalim mladim poslušalcem? Nič. Bodi to, kar si, trdo delaj, ker se ti bo to poplačalo. Vas lahko na koncu prosim, če se lahko od najnih poslušalcev poslovite z nekaj besedami v češčini? Seveda. Ahoj, ja sem Anita Gregorec a sem strašně ráda, že jsem mohla dneska být tady v tomhle podcastu.
Doufám, že budete mě všichni rozumět, co vám teď říkám. Je to fakt super, že máte školu, která vás učí moderovat, hrát a tak dále. A doufám, že to využijete. Jinak mějte se hezky, buďte to, co jste a nashledanou. Anita Gregorec, hvala, da ste si utrgali dragoceni čas in nas v času bivanja obiskali na GFML. Želim vam veliko odlično odigranih vlog, čim več zanimivih projektov in veliko uspeha še v prihodnje. Na koncu vas, dragi poslušalci, vabim, da spremljate dogajanje na naši šoli. Saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa lahko vsak mesec zasledite oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Za nami je 3. epizoda podcasta GFML-jevci. Se slišimo konec naslednjega meseca. Ahoj! Ahoj! GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.